Kurukc, samo ena beseda, ampak ime, ki je stoletja sejalo strah v osrčju Evrope, na meji, ki jo je nenehno trgala vojna. Danes si bomo pogledali, kdo so v resnici bili ti, recimo jim zloglasni uporniki, in mogoče še bolj zanimivo, kako je njihovo ime prešlo pot od nečesa svetega do nečesa, kar je pomenilo čisti strah. Ok, poglejmo si tole podrobneje. Tukaj je pravzaprav ključ do vsega. Pomen besede kuruc se je, kot vidimo, popolnoma obrnil na glavo. Sprva, čisto na začetku, je to pomenilo križarja, nekoga, ki se bori za križ iz latinske besede crux. Potem pa, bum, postane sinonim za prekaljenega upornika, za neusmiljenega roparja. Vprašanje je torej jasno, kdo so bili ti ljudje in kaj se je zgodilo, da jih je tako drastično spremenilo. Super, da bomo lažje sledili tej zgodbi, si poglejmo, kaj nas čaka. Najprej, kdo sploh je kuruc? Potem se bomo potopuli v čas, ko je bilo kraljestvo razdeljeno. To je res ključno za razumevanje vsega. Sledi seveda kuruški upor sam, potem pa njegov najbolj brutalen vrhunec, pekel leta 1704. In za konec, zapuščina strahu, ki je ostala še dolgo potem. Pa začnimo kar na začetku, od križarja do upornika. Predstavljamo si začetek 16. stoletja. Zberajo ogromno kmečko vojsko z enim samim ciljem – boj proti Osmanom. Ampak tukaj se zgodi nekaj popolnoma nepričakovanega. Namesto da bi šli na jug, so se ti možje, ki so se mimogrede imenovali kruci, po latinskem križu, obrnili proti svojim lastnim gospodarom. In s tem enim dejanjem so zavedno spremenili pomen svojega imena. Zavedno. Dobro, zdaj pa pridemo do dogodka, ki je vse postavil na glavo. Do bitke pri Mohaču, ki je dobesedno razbila kraljevino Ogrsko in pripravila popoln teren za stoletja spopadov. Poglejmo si tole časovnico, leto 1526. To je bilo res usodno leto, katastrofalna bitka pri Mohaču. To ni bila samo vojaška guzba, uničila je celotno ogrsko vojsko, ampak je v njej umrl tudi sam kralj, Ludvik II. In ker ni imel dediča, je nastal totalen kaos, vakuum moči. In kaj se zgodi v takem kaosu? Ogrski plemiči hitro izvolijo svojega kralja Ivana Zapoljo. To je bilo novembra. Ampak že januarja naslednje leto so hrvaški plemiči, ki so iskali močnega zaščitnika pred Turki, izvolili svojega kralja, avstrijskega Ferdinanda Habsburgskega. In rezultat? Dva rivalska kralja. In do leta 1541 je nekoč mogočno kraljevstvo razpadlo na 3 dele, popolna katastrofa. In ta razdelitev je ustvarila, recimo temu, en zelo zapleten tristranski šah. Na eni strani imamo Habsburžane. Njihov cilj je bil jasen. Centralizacija, višji davki, nemščino kot uradni jezik, manj moči za lokalne plemiče. Ogrsko plemstvo so videli kot oviro. Za ogrske plemiče pa je bil to direkten napad na njihov način življenja, na njihove stoletne pravice. In potem so tu še Osmani. Oni so se želeli širiti v Evropo in so v teh uporniških madžarskih plemičih videli popolno orodje za slabitev svojega največjega rivala Habsburžanov. To je vodilo do res neverjetnih zavezništev. Predstavljamo si, krščanski madžarski uporniki so se pogosto borili z roko v roki z muslimanskimi Osmani proti drugim krščanom, Avstrijcem. Politika je bila res zapletena. In vse to nas pripelje v obdobje velikih, krvavih, protihabsburskih uporov. Na tej divji meji se je kuhano desetletja. In vsak velik upor potrebuje voditelja. Pravzaprav tukaj imamo dva ključna. Najprej je tu Imre Thököly, konec 17. stoletja. Bil je tako pomemben, da ga je osmanski sultan imenoval kar kralj kurucev. Njegovi borci so redno pustošili po sosednjih avstrijskih deželah, recimo po Štajerski. In potem njegov pastorek, Franc Rakoci II. On je sprožil največji in absolutno najslavnejši upor od vseh. Danes ga poznamo kot Rakocijevo vojno za neodvisnost. Tale slika je res fantastična, ker nam pokaže, kako je to izgledalo v praksi. To ni bila vojna nekje daleč stran med velikimi vojskami v lepih uniformah, sploh ne. Boj proti kurucem je bil obupan, lokalen boj za golo preživetje. In tukaj vidimo lokalnega duhovnika, ki vodi obrambo. Ne generala, ampak duhovnika. To pove vse o tem, kako osebna in brutalna je bila ta vojna za navadne ljudi. Zdaj pa, da bi resnično razumeli, kaj so ti spopadi pomenili za ljudi, se bomo osredotočili na en sam, pekenski dogodek. Na leto 1704 in pohode na Ljutomar. Scena je bila kot iz nočne more.
Februar 1704. Rakocijeve kurške sile so prečkale reko Muro in potem so se dobesedno kot kobilice zgrnile na to obmejno pokrajino, ki ni slutila, kaj jo čaka. In napad na sam Ljutomer bil je brutalno sistematičen. Viri iz tistega časa so grozljivi. Pravijo, da so Kuruci vdrli v mestno cerkev. Ne samo, da so jo izropali, ampak so onečastili oltarje. In potem, ko da to ne bi bilo dovolj, so v oropani cerkvi nastanili svoje konje. Župnika so oropali, njegovo župnišče požgali, kaplana pa so zvezali in ga kar odvlekli s seboj. Na koncu so mesto metodično izropali do zadnje hiše in ga požgali do tal. In to uničenje ni bilo samo neko abstraktno divjanje, ne, tedajni uradniki so škodo natančno ocenili. Samo v Ljutomeru je znašala, poglejte to številko, več kot 40 000 goldinarjev. To je bila takrat absolutno astronomska vsota denarja. In seveda ni šlo samo za mesto. Poglejmo si posledice za navadne vaščane. Tale tabela je srce parajoča. Prikazuje plen iz samo ene vasi, iz Mote. Ukradli so jim 42 konji, več kot 130 glav goveda, 60 prašičev, več kot 100 panjev in 141 vozov sena. To ni bilo ropanje, to je bil popoln gospodarski kolaps za celotno skupnost. Vzeli so jim vse. In v vsej tej grozi si lahko predstavljamo krik, ki je odmeval po hribih in dolinah, ko so se jezdeci približevali. Bežite, bežite, Kruc pride, rebelija bo! To ni bilo samo opozorilo. To je bil krik čistega živalskega obupa. Zvok konca sveta, za tiste, ki so ga slišali. Dobro, po vsem temu uničenju se logično vprašamo, kako se je to sploh lahko končalo in kaj je ostalo za njimi, razen pepela in strahu. Konec je na koncu prišel. Leta 1711 je orožje končno utihnilo. Podpisan je bil Satmarski mir, ki je končal Rakovčevi upor. Uporniki so bili poraženi, Ogrska pa trdno potegnjena pod Habsburško oblast. Doba velikih korutskih uporov se je s tem zaključila. Ampak vojna se je končala, spomin pa je ostal. In s tem se vračamo točno tja, kjer smo začeli. Spomin na to nasilje, na te pohode je bil tako globok, tako traumatičen, da se je beseda Kuruc v lokalnem jeziku zavedno zasidrala. Postala je sinonim za divjaka, za brutalneža, za neustrašnega, surovega človeka. Pot od svetega križarja do surovega divjaka je bila s tem zaključena. In to nas pripelje do končne misli za razmislek. Zgodba o Kurucih ni samo zgodba o neki stari vojni. Je veliko več. Pokaže nam, kako duhovi preteklosti, zgodovinske travme in spopadi niso samo nekaj, kar je zapisano v prašnih knjigah. Ne, živijo naprej, skriti na očeh vseh, v samih besedah, ki jih mogoče uporabljamo še danes.